Točno bo hodil. Dve besedi, tri rečem. Dve besedi, tri rečem? Bomo izpolnili. Viš kaj, ko bom jaz začel? Ko boš ti začel. Kratko Ne bomo nasilje. Eno anketo in bomo kar začeli, vedno več nas bo iz stupa, tako da lep dober večer zopet, spet smo skupaj, spet sta Joško in Oleg z nama. In jaz ima kar prepuščam besedo. Februarja se spet vidimo, smo že dorekli datum, ma jaz sem pozabila kdaj. Boste obveščeni, se dobivate naša obvestila. Aj, še nekaj, naj ne podatki, lepo prosim, spet vse opišite, vse podatke, ker zadnjič se zvuk niste opisali. Tako da nam pa veliko pomeni, da imamo število, ker to konec koncev je statistika in tako naprej, so ti podatki zelo pomembni. Tako da opišite zopet vse. Prav? Novi pa še posebej, če hočete biti na seznamu za dobivati vodila. V redu? Hvala lepa. Lep večer. No, kot vedno začnem jaz razpravljati. Ali je to prav, ali ni prav, to vi predsodite. Važno je pa nekaj, ko pridemo k vam, imamo občutek, da je potreba povedati še tisto, kar verjetno smo že povedali, ampak premalo odločno oziroma razsvetljeno. Veste, ljubezen, o tem bo danes nekaj poudarkajo, kasneje pride pa še drug del. Mi govorimo o ljubezni, v taki ljubezni, kot je imel Romeo pa Julija. Čustveno, srečno, hodimo kot po oblakih. V resnici pa je to zavarujoča ljubezen, umska, materializirana ljubezen. Mi moramo vedeti, da tista kozmična, tako zvana božja ljubezen, tista nam ni dana. Zakaj? Zaradi tega, ker živimo v zemeljskem krogu razvoja, tu pa obstoja materialni svet kot številka 1. Tam neka številka 10 pa začne duhovna ljubezen. Tako daleč smo v odprave ljubezni do tiste zemeljske, ki jo imamo v vsakodnevnem življenju na poti. Ljubezen je kozmična energija, katera deluje na vsem planetarnem sistemu. Je cement, ki veže celotno območje kozmičnih energij. Mi pa smo pravzaprav kaj? Željni ustvariti srečo v svojem življenju. Pot do sreče smatramo, jo bo pripeljala ljubezen. In smo začeli z ljubeznijo gledati na vse, na Fransko, na avto, na premog, na nafto, na denar. Vse tisto, kar kasneje pokaže, da nam ni prineslo srečo, ampak nesrečo. Zaradi bogatstva planetarnega našega zemeljskega sistema so vojne. Mi hočemo zasvojiti kraje, za katere dobimo jamstvo, da se bo bolje živelo. Smo ropali tega planeta. Celo zrak in vodo dajemo že v najem. Na Japonskem imajo danes v teh trenutkih na določenih krajih tako onesnažen zrak, da morajo imeti posebne zavojne maske, da lahko preživijo dan, ki je nasičen z težkim kemičnim silam. No, zdaj pa gledamo kaj? Voda. A veste, da v tem trenutku od žeje umira nekaj 100 milijonov ljudi. In ko to vidiš, rečeš, kaj pa mi počnemo tukaj z vodo? Ker jo imamo dovolj izobilju, jo ne cenimo. Tako tudi ne cenimo človeka, ker nas je preveč. Pravijo, še te
ki jih imamo, ne more sociala plačati, pa izpolnjevati njihove potrebe za nekim kolikor toliko dostojnim življenjem. Ta pot neravnovesja je tista pot, ki nam odvzema moč, vrednote, lepote življenja. Kaj pa je pravzaprav v človeku prav pa ne prav? Dajmo gledati eno samo telesno hibo. Počuti se slab, ne gre ti v redu, si živčen, si nezadovoljen. Kaj pa je to pravzaprav? To je tipična vrsta bolezni sedajnega časa. Nezadovoljstvo. To nezadovoljstvo živi v nam kot rak. Kajti v levu se je vslekrno človeško bitje. Ni zadovoljen s tem, če je s tem zadovoljen, pa zunaj ni. In karkoli že, vse je v bistvu nekje na ceni, da nima nobene vrednote. Zakaj? Ker živimo nezavedajoč v velikem izobilju. Ko Križnar opisuje v sudanskih oblikah življenja, se zgrozimo, ker ti vidimo, da vsako leto jih tam toliko in toliko tisoč umre od žeje in lakote. Ta pojem nam sploh ne gre v glavo. Mi pa smo zadovoljni z svojo obliko sedajnosti samo takrat, če je tako, kot je v našem merilu. Moram imeti avto, moram imeti benzin, moram imeti to, moram imeti službo, moram imeti to. Nikjer ni v nekih mejah, to, kar imam, je dovolj. Kaj pa imamo vsi, kar je dovolj? Vsi imamo v sebi dovolj ljubezni. Samo to ljubezen ne znamo angažirati. To se pravi, vključiti v potrebo razvoja življenja. Nacionalne stresti, vojne, so tipična slika, na kateri stopni civilizacije živimo. Grozeče je. 60 milijonov ljudi je pred kratkim, to se pravi pred 50 leti, ko je bila ta vojna, dalo svoje življenje, je šlo v plinske celice, ne vem kam še vse. Pa se vprašamo, mar je to civilizacija? Ne, to je zavedanje, na taki stopni smo. In zdaj, če hočemo reči, kaj bi rad od življenja? Nekaj več, ker to, kar imam, je premalo. Ne zavedajoč se, da je to ogromno, to, da po našem umskem predušljenju gledanja ni nikoli dovolj. Ljubezen, ja, ljubezni smo željni, take romantične, ampak samo v okviru take, ki nam koristi. Ljubezen za mene, za moje potrebe, za tebe briga mene. Crkven. Pa še rekel, ja, kakšna pa je to ljubezen? To je ljubezen naša, ki dejansko domala na celem planetu živi. Tista resnična ljubezen, tista tako zvana Božja, so sanje. Ali bomo kdaj dosegli? Mi ne. Kakorkoli se bomo razvijali, se razvija v nam naš jaz, pogoltneški ima ime ego. Kaj imamo? Premalje. Kar je dobro, je slabo. Kar je Božje, je sanje. In vprašamo, ja, a je sploh še kaj Božjega? Božje je v nam. Mi smo bogovi in hudiči. Vse isto. Vprašanje je, v kakšnem ravnovesju živi ta naš notranji ego. Kadar smo željni krivičnosti, takrat smo hudiči. Zakaj? Ker to je nasprotje tistega, kar mora biti. Jezus je naša legendarna osebnost, po kateri krojimo umsko razsodnost, poštenosti, dobrote, ljubezni in tako dalje. Toda, vemo nekaj. Bog ni samo ljubil. Bog je sovražil. In kako je sovražil? Vso nepoštenje, vso pokvarjenost, vso nasilje. Veste, nasilje, če mu ti daš lek moči živetja,
preživetja, se bo razvijal, to je tisti ego, kateri duši slehernemu človeku duhovno notranje življenje. Mi pa smo srečni, ko živimo v nekem notranjem zaboju, samo da bom srečen jaz. Jezus je rekel, ne molite mene, bodite Jezus. Mi pa z molitvijo napajamo ego, z meditacijam ego, z raznim religijam ego, z vsako vrstnimi meditacijami. Vse tu je samo varka. Zadovoljstvo za sebe, da damo sebi vest. Vse sem dal od sebe vse, kar je za duhovni svet potrebno. Kaj pa še hočeš ti duhovni svet? Duhovni svet je larifari. Mi ne živimo od duhovnega sveta. Mi živimo od denarja. To je misleni ego, ki deluje in upravlja z nami. Mi se ne zavedamo, da smo potrošniki najbolj kritične oblike življenja. Marsikdo bo rekel, Igor, nič nisi novega povedal. Ne, se ni res nam, da bom povedal. Temveč, da bo postalo naše dejstvo življenja, da bomo mi spremenili sebe. Najtežje, kar je na tem svetu, je spremeniti sebe. Zakaj? Ja, zaradi tega, dokler nimaš notranjega zagona, potrebe, boš lagodno živel. Ko pa bo pa zopet egoistično, takšno, da ga bomo prej ali slej izvrgli iz naše potreb življenja. Kaj je bilo včeraj za nas sreča, danes nesreča? Mi smo tudi družbene sisteme ustvarjali. Ustvarjali smo socializem. Srečni, da smo se rešili kapitalizma. Ampak ta socializem v svoji strukturi ne znamenja. Na primitivnosti nam je naredil več kot hude vojne. Zakaj? Ker nam je ubil ljubezen do človeka, ljubezen do dela, ljubezen do notranjih sil, ki morajo vladati v človeku. Postali smo roboti. Veste, jaz imam, to veste, 90 let. In še nikdar nisem imel tako prazno življenje, kot ga imam zdaj. Ko vidim tisoče, 100 000 delavcev, poštenih, za njim pa družine, otroci in vse, karkoli je, vse je pohabljeno. Nič nismo. Koncept našega gospodarstva se zdaj išče pota, kako bi to poravnali, pa kako bi to vse, kar je že bilo, smo porušili. To je vojna duhovnega stanja. Veste, danes sem imel namen govoriti tisto, kar nas bo aktiviralo, kar bo nam dalo vero, da ni življenje naše nič vredno, če se ne borimo za vsakogar. Dokler bomo samo v svojo skledo gledali, druge pa pustili lačno okoli sebe. A mar ni sramota, da je v Slovenija, ki je bila zibelka nekega notranjega ravnovesja, ima danes otroke, ki jamrajo in želijo hrane. Ker jo ni. Zakaj je ni? Zaradi tega, ker je potrošniška mrzlica tako velika, da je človek izgubil interes za tiste uboge pokojnine, upokojenci. Nekateri živijo tako, kot vladarji. Nima več drugega, kot samo toliko, da lahko diha tist košček kruha. Ostalo, kar bi bilo vredno za reči življenje, ne more sprožiti. Moja hčerka živi na Švedskem, Danskem, tam v Nizozemskem. In tam se čudijo, kako to, da mi nimamo tukaj bolj urejeno kot oni, ker smo bolj bogata država. Ne. Naš sistem je tako egoističen, da je samo za tajkune raj. Kdo pa so tajkuni? Tudi mi smo tajkuni. Tudi mi več gledamo za svojo rit,
kot pa za neko skupno družbeno obliko življenja. Zakaj se zdaj človek prebuja? Ne prebuja se ne zato, ker mu je dolgčas in gre na ceste. Na ceste grejo zaradi tega, ker je to tik pred samim koncem njihovega vrednega življenja. Štrajki, to je obup. In če gledamo štrajk, bomo rekli, ja pa kaj, saj imate vse, saj imate zrak pa vodo. Pa tudi take voditelje, ki skrbijo, da ne bojo lasni za sebe. No, vse to nam daje misliti. Tukaj smo se zbrali zakaj? Da vsakdo od sebe to ljubezen, ki jo ima v sebi v rezervi, v notranjosti, oddaja od sebe. Kajti, ko je človek enkrat zadovoljen s seboj, tudi lahko kaj da. Tisti, ki pa ni nič zadovoljen, ja kaj boš pa dal? In to miselnost moramo prenašati. Najprej v korist samega sebe. Kajti, če si bolan, ne zdravi, drugega bolne. Sebe pozdravi, bolne še ni zdravi. Mi pa najbolj stojimo zrelo, kar je dobičkonosno. Imamo zdravilce, ki zdravijo brez kakršnih koli moralnih predsodkov. Ali je to, kar delam, res pravilno ali ne. Ne. Danes je vir zaslužiti. Danes je vir živeti za sebe, za svoj krog. Za skupnost je v celoti Slovenije propadla. To tajkunsko zavedanje. Ko se zavedamo, da imamo tajkune, se to je ena nova beseda. Tega pred aprilski Jugoslaviji še nisem slišal. Pa se je, pa se pri nas ni uporabljala. To je postalo zdaj normalno. Sodišča več ne sodijo ljudi za kriminal, to vrstnega. Zakaj? Ker to je že postalo del naše vsakdajnosti. Pa se vprašamo, ali lahko spremenimo svet. Brez naših sprememb se ne da. Mi smo tisti, kateri z svojim osebnim življenjem bomo lahko kaj spremenili. Toda takih je zaenkrat še premalo. Zakaj? Zaradi tega, ker smo poslušne ovce. Smo ovce v rokah voditeljev, ki ne rabijo meso, kožo, poslušnost, kri in meso. Zdaj pa povemo nekaj. Ko bomo začeli razmišljati, kaj lahko jaz spremenim? Kot sem že rekel, najprej ne bodi zadovoljen s seboj. Kajti to je ena najhujša bolezen. Če si zadovoljen s seboj, se pravi, ne boš naredil koraka v razvoju življenja. Vse imamo vse je v redu, vse sem dober, kaj pa še hočeš? Dokler imamo to mitološko miselnost v sebi, toliko časa nam ni pomoči. Pa bomo rekli, ja, kje pa, kako pa začeti? Začnimo z resnično obliko prave ljubezni. Imamo materialno ljubezen. To je ljubezen do denarja, do položaja, do vsega vraga, kar nam ego naroča, da je to edino pravilno. Tisto ljubezen, ki pa daje našemu življenju, cvetu našega življenja, resnično vrednoto. To mi ne rabimo, ker jo nismo prebudili v sebi. Ljudje se ozirajo na molitve. Ali ima molitev kaj pomaga? Molitev je tvorba uma. Kot je že rekel, Jezus je rekel, ne molite mene, molite Jezus. Ljudje pa uverjeni, da je s tem, ko je zmolil, oziroma ko je meditiral, ali pa ko je šel v določeno transakcijo z mamili, kar je danes že tako rekoč preplavlja svet. Brez mamil že živeti ne znajo. Amerika je naredila neko določeno anketo, koliko je ljudi, ki so še pri zdravi obliki preživljanja brez mamil in brez teh alkoholnih, bilo kakršnih koli medijev. Skoraj ga ni.
Danes je amerikanska vojska strah sebi. Zakaj? Ker ko si enkrat pod mamilom, boš vrgel, ko ti bo vsega dost, bombo na svoj narod. Na svoja vojska. Ker je bo preklil. Ali ne delamo mi približno enako, ko gremo na ceste in razbijamo? Kaj pa razbijamo? Naše imetje, katerega bi lahko imeli vzor za življenje. Pobij, uniči, razbijaj. Nasilje, nasilje, nasilje. In kaj nasilje rojeva? In kaj rojeva ljubezen? Nasilje rojeva samo nasilje. Mi lahko danes zaustavimo to množico. Ja, kaj pa jim damo drugega v roke, da se bojo borili za svoj primat dostojnega življenja? Nič. V obupu ljudje grejo v tako stanje, da misliš, da je to svet norcev. Toliko, koliko je zdaj samomorov. Če berete statistike, boste se začudili. Zakaj? Ker je človek izgubil mit vrednosti lastnega življenja. Lepo je, da smo tu. Lepo je, da imamo samo željo poslušati in se potem samodejno odločati, ali bom jutri enako bil neprizadet za vse zlo, ki se dogaja v mojem samem okolju. Bojno polje mora biti najprej v nas samih. Boriti se moramo proti svojemu, tistemu medlemu obsojanju pa gledanju. Borbenost, da. Veste, če gledamo vojno, v vojni so zahtevali, bodite poslušni, sprejmite okupatorja kot božje navodilo življenja. In s tako obliko so začeli dajati podporo sovražnikov, da se je lahko brezhodno širil in deloval. Takrat pa je narod videl nekaj. Nič krivi so se morali usiliti v vagone in odražati v taborišča smrti. Nič krivi. Med njimi so bile žene, otroci. Milijone! 60 milijonov ljudi je ta vojna druga. Koliko je bo pa zahtevala tretja? Pa nikar ne razpravljajmo, ker te številke ne poznamo. No, pa boste rekli, ta sestanek je grozeč. Ni grozeč. Če pa gledamo iz druge strani, iz tiste strani, ki bomo zdaj rekli duhovna, je pa ta, da je človek neumrljivo bitje. Ni smrti. Smrt našega fizičnega življenja, to se pravi fizičnih razprav življenja, so kratkotrajne. Kaj pa je 100 let napram milijardam letom večnosti? Sploh letni. Ker če je večnost, leta odpadejo. Kaj bo štev? V večnosti ni števila. V večnosti ni primerjave, ker je samo tako, kot je. Edini vir, ki ga danes lahko širimo v sebi, kot največja pomoč, je vera v reinkarnacijo. Vera, da življenje, duhovno življenje, je temelj našega življenja. Živimo zato, da se v telesu lahko razvijajo vse tiste duhovne primesi, ki so potrebne za duhovni svet. Kdaj pa koliko časa pa se bomo rekreirali? Dokler ne postanemo čista energija ljubečnosti. Kdaj pa bo to? Leta ne obstojajo, čas ne obstoja, ne vprašaj kdaj. Bo! Kot je zdaj. Zdaj je vse. Zdaj v tem času je čisto vse, kar je v tvojem življenju. Čez par minut bo spet nov zdaj. Ampak vedno si v zdaj. Nikdar nisi izven tega zakona zdaj. Zato ne vprašaj, kdaj bom začel se spremenjati. Zdaj. Ta zdaj mora biti nam zakon. Zakon srca.
Kajti mi imamo dva uma, teoretično seveda. Dva uma, en je um srca, en je um našega ega. Ta um srca je tisti, kateri nas kliče. Bodite topli, človeški. Dajte nasilje na stran. Dajte srce slehernemu v svoji ljubečnosti, da bo lahko preživel to krizo sedajnega časa. Ne. In zdaj, ko gledamo ta dva nasprotnika, nasilje in ljubečnost, se vprašamo, zakaj se bomo opredelili. Vsakdo naj se opredeli po svoji srčni kulturi. Pravijo, Bog je odredil življenje. Ni res. Dal nam je svobodo. Svobodo odločanja. Usoda je odrejena samo zaradi tega, da je načelno pot naprej začrtana na boljše. Katero boljše? Pa mi ne moramo doumeti. Zakaj ne? Ker imamo preveč ego centralne točke svojega programa. Mi samo vidimo potrebe tistega zemeljskega. Duhovno je za nas tuje. Vere in te oblike znanosti, ki so se razvijale in se razvijajo, so nas odmaglile od resničnih potreb. Tajkuni, cerkveni tajkuni, verski tajkuni, presegajo milijardne vsote denarnih. Ali dajejo to lačnim in ženim? Ne. To gre v njihov žep. To gre v njihovo obliko. In zato so se tudi te verske vojne širile skozi tisočletja. Če ste brali kdajkoli zgodovino, in to, ki je bila vredna branja, ste videli, da so bile križarske vojne. Vojne za oblast, vojne po kapital, vojne za dobiček, vojne za neko nadnaravno bogatstvo življenja, a praznina duha. Zato je zdaj pravim nekaj. A bomo meditirali? Kaj pa, kako boš pa meditiral? A bomo z dihanjem ustvarili program našega novega pota življenja? Primer. Dihanje. Pravo dihanje daje moč sleherni celici, ker v vdihu je energija zraka in v njej je prana. Toda, če gledamo, ali bomo z dihanjem kaj usrečili svoje življenje? Čisto nič. Čisto nič. Zakaj ne? Ker je naš še vedno podrejen tistim ego-centralnim točkam. To je približno tako. Harmoniko poznamo vsi. Harmonika, to so naša pljuča. Vleče. Ampak, če gledamo, kaj bi bilo za nas harmonika, inštrument, če bi samo to bilo? Bi rekli, nič to ni, kje pa melodija? Harmoniko ne vleče zaradi tega, ker mu je dolžče, oziroma je to nekaj koristnega. Da, korist je toliko, da gre v celico dečki energije. Druga, najpomembnejša, pa je zatajena. Kaj pa je to? Veste, melodija je tisto, kar je bit harmonike. Ne meh. Mi pa mehu mislimo, da bomo ustvarili z mehom srečo, zadovoljstvo, zdravje in ne vem, kaj še vse. Ne. Melodija mora iz nas priti kot iz harmonike. Toda kakšna melodija pride iz nas? Ljubečnost. Če bomo v svojem dihanju in življenju dihanja samo egoistično nadaljevali osebno potrebo življenja, živimo v prazno. To je zločin. Kajti čas je najdragocenejše, kar imate na razpolago. To je vaše. Kaj pa bomo naredili? Veste, kaj delajo ljudje? Vsi ti, kateri so dejansko na visoki stopni duhovne meditacije. Ko diha, da v sebe svoje sporočilo. Sem srečen.
Srečo mora ustaliti v sebe, utrditi, da jo bo lahko potem širil. Brez semena ne bo nič zrasla. In tako grejo mantre, določene miselne vzorci, katere so ljudje z najvišjo duhovitostjo pripravili za našo razmišljanje, ki se useli v nas in stane živa, brez da se zavedamo, da smo postali drugi ljudje. Hitler je rekel, aj trdil, govori laž 1000-krat in laž bo postala resnica. Ravno tako je tudi v nam. Govori v sebe pozitivne ali pa negativne elemente. To boš potem postal. Zato jaz pravim, ko meditirate, ko dihate, dihajte z namenom spremembe življenja. Da boš prišel na cilj z energijo, ki jo vseljuješ v sebe. Ljudje, kateri dihajo brez zavesti dihanja, to so tako rekoč samo mašine. Ven, not, harmonika brez zvoka. Mi pa moramo imeti zvok našega notranjega, srčnega, kulturnega utripa. Mi moramo govoriti tisto, kar bo dalo svetlobo naši temi. Mi živimo v temi. Ta tema je, da ne vidimo svetlobo, svetlobi bi videli, a je to mogoče, da živimo na tako prazni senčni sistem. Ja, zdaj, ni moj namen, da vas strašim. Moj namen je eden, da boste spoznali, da meditacija, ki bo ustvarjena z ljubečnostjo, bo naredila tisto spremembo, za kar smo poslani na ta svet. Mi smo poslani na svet zato, da se spremenjamo. V čem? Iz dna v boljše, iz nižjega v više. Naš cilj, zadnji cilj je visoka Božja ljubečnost. Pa bo eden rekel, ja, a ti si pa en cerkveni pridigar. To nima z nobeno religijo nič. Ker glavna religija je duhovni svet našega srca. Srce, ne ta srce, ki bum dela. Temveč srce, ki dela v nasprotju z našim umom. Vse, kar je danes ustvarjenega, vse vojne, vse krize, to je naredil um. To ni naredil srce. In ta temu ploskamo, tega hvalimo, temu dajemo darove. Namesto, da bi rekli prokletstvo in takšna umska zloba. Mi hočemo imeti svet, da bodo naši otroci v obliki sedajnega življenja in bodočih življenj bile na poti sreče. Ne pa na poti strahu, kakršen je zdaj, ko stojimo v problemu, ali bomo preživeli še nekaj let. Tretja svetovna vojna, tako rekoč, pred nami. Včeraj sem dobil tale časopis na cesti. Od lakote se jim meša. Severna Koreja objavlja, da ubijajo starši otroke in jih jejo. Ljudožerstvo je postalo temelj tistega življenja. Ja. Jedilnik take vrste je pot, ko dela samo To srca ne more. In ko boste prebrali ta članek, da vam preberem, pa boste rekli, kakšne sanje bom imela, kako bom živela. Te sanje so premalo, kajti to je opozorilo, da veste, kam vodi pot ene ekstremne energije, ki ima samo željo oblast za vsako ceno. In ta oblast je ponorila svet. Danes nimamo več merila, kaj je prav, kaj ni prav. Potem ne bi se čudili, da imamo v tem našem sedajnem življenju probleme, ki bi morali biti nekaj davna preteklost. Pa je to sedajnost. No, treba bo končati.
Jaz sem prišel z enim samim ciljem, da vam povem nekaj. Srečni bodite. Tudi nesrečni zaradi tega, ker boste uspavani za pojmom sreče, temveč za pojmom delovanja vašega srca. To srčno obliko življenja prebudite v sebi. Vprašaj se, ali sem dostojen tega življenja in to, kar dobivam, ali je premalo, ali dovolj, ali preveč. In ko bom začel ocenjevati sebe, bom spoznal, ne da sem v družbi, sebi. Zakaj pa sebi? Ker če boš v sebe delil ljubezen in darovitost, jo boš tudi lahko dal. Kmetov, ki smo prišli v času vojne, ki ni imel nič drugega kot podrtijo pa požgano hišo, smo vedeli, da bomo nič dobili. Kmet, kateri pa je imel nekaj, veste kaj je? Vedel je, da bo oškodovan. Toda, ker je videl nas, da smo spali v bajnah, v mrazu, v snegu, v grozotnih položajih, je se tresočo roko rekel, fantje, skuhajte si. Bil sem na Hrvaškem v ofenzivi, četrti ofenzivi. In kaj sem videl? Kakšne grozeče slike, požgane vasi. Cel dan si v snegu hodil, pa gledal vse požgano. Kajti tukaj je bila četrta ofenziva. In sem rekel, a bo kdaj konec tega trpljenja? Takrat smo verjeli. Ko bo konec te vojne, ko bo prokletstvo vzelo to obliko nasilja, bomo se osvobodili, bomo srečni. Danes, po 70 letih, je pa še slabše. Vidimo, da ni nič boljše. Ker je pa zastajala nam zavest, zaradi tega govorimo, da je vse slabše. Če bi bili pa na isti stopni takrat, bi pa to sprejeli kot samoumevno. Še drugačno mora biti od teh ljudi. Mi smo ubijalce, morilce, jemali kot produkt nekega vodstva, ki je zahteval vojno. Zakaj? Da je lahko mešetaril v obliki te vojne z zemljo in oblastjo. Jaz se vam danes zahvaljujem za vaš prihod. Obenem vam povem, da z potrebo mojega življenja bom prenehal hoditi tukaj. Prišel bom še morda v Izolo, na obalo, na sončno stran, z eno samo željo, da bom tudi jaz užival malo toplote v teh poznih letih, z vero, da sem bil v času življenja, koliko sem mogel, biti tudi pošten in dober. Včasih pa ne. Zakaj? Ja, ker smo ljudje. Ne iščemo popolnosti od ljudi. Mi bi pa radi popolne. V svoji nepopolnosti hrepenimo po ljudeh, kateri so bajke. Sneguljčica in slične pravlične bitja so za otroke. Za nas pa je realno sedajnega časa. Bodimo ljubeča bitja. Bitja, kateri bomo v času teh naših sedajnih dni, ki nastajajo, vse manj egoistični, vse manj skrbljujoči za svoje lastne ugodje. Dajmo pomislimo, kdo je lačen, kdo rabi pomoč, koga bomo morali potegniti iz brezna sedajne negotovosti življenja. In tako, to je zaključek mojega besedičenja. Upam, da vas nisem prizadel, ali pa da sem vas dolgo časa. Brez namena neke politične stranke. Politična stranka je edina, katera naj vlada, da bo to naše srce. Srce naj bo tista stranka, katera nas bo združila. Brez lažnega ega. Kajti lažni ego je grobar naše sreče. To je vse.
Ja, če ima pa kdo kakšno vprašanje ob tem. Jaz bi imel dopolnilo na tisti članek, tudi jaz sem ga bral, jaz se osebno ne verjamem tisto, kar piše, sklepam, da je izdelek zahodne politične propagande, ker zahodni se boji, da bo tisti izdelal njemu podobno orožje. Da, lepo si povedal. Mi moramo vedeti nekaj. Resničnost informacij je zelo relativno obsojati ali pa pohvaliti. Zakaj? Ker je v rokah tistih, ki vladajo. In danes, če gledamo grozote, ki se dogajajo pred očmi vseh narodov v Afriki, Tomo Križnar ni lažnic. Smo osebna prijatelja in verujemo njegovo poslanstvo. Pripoveduje grozote, ki jih vam ne želim pripovedovati. Tam živijo tudi kanibalsko. Zakaj? Ker je v tej deželi želja, lakota, grozeča inflacija, grozeča oblika trpljenja, katerega mi ne poznamo. In mi ne moramo zdaj reči, ja, to je izmišljeno. Tole, veste, je proniklo, zakaj? Zaradi tega, ker o tem se govori že mnogo časa. Ali smo mi govorili, pa pisali, koliko ljudi je bilo v Buchenwaldu, Auschwitzu pojet. Bral sem eno zelo resnično obliko izpovedi enega, ki je dnevnik vodil v Dachau. Povedal je številko, grozečo številko, koliko so mrličev pojedli, oglodali. Nemci so jih pa seveda vrgli hitro, drugo, kar je ostalo v tiste peči. Ampak, zakaj mi tega nismo hoteli govoriti? Kajti ta oblika je tako brutalna, tako grozeča, da mi je res, da se vprašamo, a je mogoče, da je človek slabši od živali. Koliko je resnice na to? Glejte, kaj pa delamo danes v razvoju miru? Bombe. Moderne bombe, katere so same za svojo inteligenco iščejo svoj plan, program uničevanja. Prišli smo tako daleč, da je človek postal mehanski morilec vsega, kar je vrednega na tem svetu. In nikar ne jemljimo, da je vse izmišljeno. Kaj pa, če je vse premalo podano? Veste, ne morem govoriti, da je Severna Koreja pa Južna Koreja, da sta obe vsem negativno. Za njih je pozitiven ta sistem. Zakaj? Ker je rojen v nasilju. Nasilje potrebuje državo nasilja. Ljubeča država porabi ljubečnost. Zato tudi mi tle, ki imamo Sirijo, pa to, da si vsak dan pobijajo. Koliko pa je tle resničnih vojakov ubitih? Največ število, otrok, žena. A to je resnica, ki je pred nami. To ni daleč od nas. V to verujemo samo toliko, pa še to je opredeljeno z verjetnostjo, da je manj napihnjeno. Kaj pa, če je premalo napihnjeno? Veste, jaz vam rečem nekaj. Poštenosti ni na nobeni strani, ker je zdaj čas zakonitosti nepoštenih informacij. Sleherna televizija botruje z nasilnostno obliko vladanja, željo prikrivati resnico. Mi smo danes zapanjeni, da v tem času ne vemo, kaj je Janša, ne vemo, kaj je ne vemo, kaj je ta. Koga naj tožimo? V vseh je nekaj dobrote, pa ogromno slabosti. Ali pa ogromno dobrote, pa malo slabosti. Veste, pravijo, ocenjuje naj samo Bog. Mi pa ne. Mi smo dolžni sprejeti in ustvariti spremembo iz zla v dobro. To je naša naloga. Ne pa soditi. Bog sodi? Ne. Kaj Bog naredi?
Bog naredi to, da ti daje da se razvijaš v duhovno višje stanje. Pekel, pa nebesa, pa cirkus, vic in tako dalje, to je vse umska rafinerija. Bog ne rabi nebesa. Nebesa so v našem srcu. Ne iščite Boga izven sebe. Bog je v tebi. Tisti Bog, ki je v tebi. Toda ne tisti Bog, ki ga je licemerno prikazovala ta ali pa ona religija. To je Bog ljubečnosti. Moramo enkrat videti, da pojem Boga je ustvaril za človeka. Bog je vse, je tudi planet. To sem odgovoril. Ja, dodam še eno misel. Kdor gleda televizijo, ni obveščen. Kdor pa ne gleda televizijo, je pa ozaveščen. To je vaš predsodek. V redu. Veste, lepota našega uma je sedaj ta, da dovolimo vsakemu svobodno izražanje. V času Tita, bom jaz bil po svojem, ko sem pretrpel leta zapora in to kakšnega. Kaj je bilo? Veste, takrat, če si hotel govoriti karkoli negativnega, ki je bilo razumljivo na cilju, na poti življenja, si najprej pogledal, kdo je zraven. Ker ko si bil imenovan, si dobil zakon nasilja. Goli otok ni bil samo goli otok. Takih golih otokov je bilo na tisoče v srcih ljudi, ki so dali vojno skozi vsem poštenjem, pa so bili zaradi tega, ker so kritizirali, obsojeni, hujše od sovražnika, ki je požigal vasi. O tem sem tudi jaz v knjigi pisal. Zato ne bodimo sodniki. Mi bodimo kaj? Ljudje z ljubečnostjo in ustvarjamo spremembo v sebi in v okolju. Bodimo roža. Ne za okras. Zato, da bo roža cvetela. In ta roža bo cvetela v nami z resnično svetlobo, če bomo sami nosili duhovno lepoto v sebi. To že lahko povem. Jožko, oprosti, malo sem te. Nič. Poznaj še tvoje sposobnosti za daljno predavanje, to da nekaj je. Ko se bomo še kjerkoli videli, pomislite, tudi jaz sem potrebna oblike spremembe, pa jaz. Nikar ne bodi zadovoljen s tem, da si vse. Vedi, da smo majhna, mikrobitja na tem planetu. In da ta energija, ki je v nam, je majhna, toda dovolj velika, da naredi srečo na poti tega življenja. To je važno. Dovolj, da naredi srečo na tem življenju. Dobro, zdaj pa Jožko ti. Če je pa še kdo, ki bo, rečemo, kakšno pripombo dal. Ker, veste kaj, mi tukaj ne žongliramo z besedami zaradi tega, da bi bilo lepo reči. Temveč, da bi te besede padle na plodna tla. Kaj, če ti seme mečeš na beton? Kaj bo zraslo tam? Nič. A mislite, da so naše glave? Večinoma so betonske. Večinoma nimamo prisluha za bolečine drugih. Nimamo nobenih meril, kaj je resnična sreča. Temveč segamo sreči, ki jo naš ego trosi. Zato smo nesrečni. Ker imamo dva merilna problema. Kdo je upravičen pravilno razsojati? Ego po svoje, srce po svoje. Beli prteči. In koliko časa bo to vojna? Dokler ne bo preraslo ravnovesje. Ko bo ravnovesje, se bo začelo pa šele ustvarjati pot sreče. Ne že, tega še ne bo. Vse je varjeno. Toda zdaj nas razdvaja to, da ni ravnovesja. Ne v našem telesu, ne v umu. Ti živiš
S svojim glediščem jaz pravim, jebi se. On pa ti imajo petnorit. In se gledamo z isto duhovno osabljenost življenja, kot nesrečneži, on kovne tega, ta tega, on temu Boga, ta temu Boga, pa se vprašamo, ja kam pa to pele? Pele v našo samoto. Srce, ker nima kaj iskati, ker ne pride do besede, ker je nasilje gospodar našega življenja. Veste, Jezus je rekel, nasilje, ali je potrebno? Da v določenem trenutku je potrebno. Treba je uničiti vse, kar je negativnega, zla. In veste, ena prispodoba v Svetem pismu je, ko je šel v trgovino oziroma v dom svojega očeta in je videl, da so tam naredili klavnico in ne vem kakšno trgovsko mešetarijo. Izgnal jih je, udarjal z bičem, upil, skoraj ponoril. Toda, kaj je s tem pokazal? Ne smemo biti ravnodušni. Mi moramo biti vojaki, vojaki za ljubečnost, za srce, za mir, ampak brez boja bojo oni vedno zmagovali. Nasilneži ne poznajo ljubezni, ne rabijo ljubezni. Nasilneži so gospodari resničnega pokvarjenega ega. To. Vi pa razsojate po svoje, saj imate dom. Doma se usedite pa razmislite, pa če boste televizijo gledali, upam, da vam ni samo vzor en športni dogodek, temveč tudi udarci, bolečine, ki jih gledamo, kaj je na oni strani meje naše. Nam je pa bolj v prilog gre, bolj bomo zakričali, ko bomo imeli en svetovni rekord, kot pa takrat, ko vidimo krivico pupa. Ko pišejo in pripovedujejo, da je bilo v tem v Siriji ta dan pobitih 32, pa 40 ranjenih, ali pa 100. Poslušamo tako malodušno. Bolj poslušamo poročila o vremenu, kot po smrti teh milijonih nesrečnežev. Kajti, da so milijoni. Iza njih je cel narod. Iza njih so tisoči in tisoči otrok. Ljudje, ki so izgubili moč življenja, poštenega, mirnega. Ja, prosim, zdaj, noben se več ne javlja. Zgleda, da je to vse urejeno. Mi bomo pa... Jaz bi se še dodal ta serija in jaz razumem malo ranček izgled. No, političnih reflektov ne bomo imeli. Zakaj? Ker mi moramo vedeti, nasilje, kdo pa je v kakšni državi vodja nasilja, pa upravičen nasilja, to ni domena našega gledanja. Naša domena gledanja je, da nasilje obsoja. Kdo pa je krivc? Sem povedal, ne sodimo mi. Mi, kar dobimo informacije, so vedno usmerjene v korist tistega, ki ima program televizije v svojih rokah. Sodniki so zdaj se pokazali v določenih mejah, da so najhujši kriminalci, ker so izrabili moč sojenja v korist lopov. In kakšni lopovi so to? Kaj je hujšega? Ja, sodnik bi moral biti pravzaprav temelj, vir dostojnega predstojnika. To so najhujši. Če gledamo advokate, te samo iščejo metode, kako čim bolj zlagati in pokvarjeno voditi državo v propast. In mi jim ploskamo. Mi jih volimo. Zakaj? Ker nam jih tudi prikazujejo v taki luči. Zato mi ne smemo obsojati. Saj si ti tudi kriv, da imamo danes to vodstveno. Zakaj? Ker si volil. Si pa rekel, jaz se nisem vedel, kakšni so. Da zato pravim, mi politiki, političnih afektov v teh oblikah razgovorov nikar ne vodimo. Mi se zadovoljujemo z sodbo samega notranjega ustroja sebe. Ko boš sebe očistil, potem pa boš mogoče najdel še prostor, da boš komu pomagal, ne pa obsojal.
Nisem hotel obsojati, jaz sem sam hotel vzroke ni cikalo na vas. Ne. Vedno jemljite nekaj. Pravijo, prizadeti se oglašajo. Ampak ne. Moje mnenje je, da ste tako pošten, kot sem jaz pošten. In sem videl, da vaša presoja je upravičena z gledišča vašega razuma. In to je prav. Imejte svoje prav. Ti ga oblikuj po svoji umi, po svojem srcu, po svojem čustvu. Če boš pa videl, da ni, spremeni. Če pa je, ustrajaj, bodi bojevnik. Tako jaz gledam. Jaz gledam v tebi plemenitega, dostojnega človeka, ki daje kaj? Primis svoje pripombe z enim resničnim potrebnim akcentom. Kajti danes je vse toliko lažno, da ne vemo več, kaj je resnica. Ravno predsednik se hotel povedati, tam gre za kdo bo imel premoč, Rusija ali Amerika, nad tistim ozemljem, nad tistim ljudstvom. Poslušajte. Gre za dvoboj, dveh moči. Ja, mi smo govorili, da politične afektacije strank ne bomo omenjali. Zakaj ne? Ker ne vodijo nikamor. Ker nismo sposobni niti deportirani za to obsojenje. Mi smo postavljeni za to, da sebi ustvarimo svojo obliko nove poti, ki bo vodila našo okolje, naš najmanjši kraj. Ker vsak ima pred svojimi duri naloge, ki jih mora opraviti, za kar je poslan na ta svet. Nihče ni prišel med nami na svet, zato da bo jedel pa pridel, ampak da bo ustvarjal, da bo lik človeka, da bo duhovno preobrazil iz dna močvirja grdote, kako že lepo. Tisti, ki je prišel, da je bil kriv, da je toliko ljudi umrlo, tudi on je bil poslan na ta svet. Kdo? Tisti, ki je kriv, da toliko smrti. Ne, krivcev ni, veste, vi moramo vedeti v obliki duhovnega življenja. Ne iščemo krivce, ampak iščemo pot spremembe k ljubezni. To je bit. Mi pa danes radi govorimo, kdo je kriv, pa kdo ni kriv. Že je reinkarnacija, ta človek, ki je povzročil toliko smrti, ki jih še povzročajo, potem je to ciklus, ki se nikoli več on bo moral to dati skozi. On bo moral, da bo okusil to. Poslušajte, mi moramo vedeti nekaj. Modrost duhovnega, višjega sveta, višje civilizacije naše, vodi natančno obliko takega preobraznega sistema. Mi pa po svoje sodimo in gledamo, a je Amerika kriva, ali je Afrika kriva, ali je Kitajska kriva. To v načelu nič ne pomeni. Zakaj ne? Ker mi moramo zelo v svoji osnovi odstraniti. Ne iskati te. Poglejte, mi se zelo radi zadržujemo v tem, da obsojamo. Ne obsojamo nikogar. Ti, tudi če si ubila 20, 50, Hitlerja, veste, kaj pravi za Hitlerja? Duhovno izobražen. Jaz sem to govoril s človekom, ki ima visoko duhovno. Hitler je bil Bog. Ker Bog je vsak. On je naredil kaj? Dokazal je, da s tako vrstno ljubezen, s tako vrstno obliko gledanja vodi vse v nič. In tako, danes Nemec, ki je včeraj bil Herr, gospodski, se je znižal. Danes sprejema nekaj, kar takrat ni mogel. Ker je bil črnc ven, vlagarje, žid, vlagarje, Slovan, vlagarje. Danes v Nemčiji je več teh tujcev, kot pa skoraj Nemcev. Zakaj? Ker je bila sprememba, ker je propadel ta sistem nasilja, ampak ni pa rečen, da je uničeno nasilje v njihovih mislih. Se bo pa pojavila nove vrste. Rak je bil zdaj na dojki, zdaj pa mogoče pa kje drugi. Tako moramo gledati. Ne obsojajmo. Tisti, ki obsoja, je samo vredno obsodbe. Mi smo zato postavljeni,
da bomo spostavili v notranjem našem duhovnem svetu, notranjo kvaliteto, ki se bo imenovala ljubezen. To, ne pa komunizem, fašizem, pa ne. Včasih je bilo rečeno, da so upili na enem hribu. Komunizem in pa fašizem, odmev pa isti. Fašisti, komunisti, odgovor je bil pa isti. Eho, kar je tudi res. Vsako nasilje je krivično. Ne moramo reči, to nasilje je pa zato dobro, ker bo uno nasilje uničil. Ne. Ljubezen srca, besede srca, kultura srca. Ta je najbolj nevarna za vse, ki hočejo z nasiljem voditi. Zato se tako nasilno borijo. No. Hvala za poslušanje. Zdaj bo pa še Joško malce povedal. Ja. Jaz vas bi vse lepo pozdravil. Oleg je zelo lepo povedal iz lastnih izkušenj stvari, ko je pravzaprav toliko preživel in je dal življenje tudi z grenkobo skozi. Zato vam je lahko govoril modrosti, ki jih je pravzaprav sam okusil. Tiste stvari, ko jih sam doživiš, tiste stvari jih najlažje podajaš. In kar se tiče obsodb, veste, ni treba iskati, kaj s tem deleč okoli. Poglejte v lastni družini, poglejte med prijatelji, a smo brez sodbe, ali ga obsojamo, ali ga ne. Veste, in to je ta obsodba, ne, enega soditi. To je najlažje. Ampak vedno, ko obsojamo nekaj, kar je nam zelo blizu. Nam je to zelo blizu, ker to zastopimo. Zato najprej se obrnemo do sebe in poglejmo, a smo mi tisti, ne, kot že skozi citiral Jezusa, kdo med nami pa je brez greha, naj prvi kamen vrže vanjo. Pa so se obrnili, pa so odšli. Zato je treba delati v sebi. V sebi bomo prišli do tistega jedra, kjer bomo našli ljubezen. Kjer bomo našli Boga. Vi ste vsi bogovi. No, ta kamen je treba najdeti. In ko ga boste najdeli, boste lahko pomagali, ker boste imeli ljubezen. Mi imamo ljubezen vse. Sam treba se zbuditi. Treba je začeti. Odpreti oči. A veste, mi smo govorili, konc časov, zdaj bo pa konc sveta. Kaj pa je bilo? Sem se zjutraj zbudil, sem rekel, pa ta ura je še zmeraj naprej. Kaj pa je zdaj s tem? Veste, v kvantnem svetu sem naredil konc. Kaj pa je to konc? Čas je proizvod misli. Proizvod ega. Oleg je rekel, zdaj, ta moment. Samo ta moment je ta moment. In ta moment smo tukaj. Zato sem jaz vsa leta isto govoril. Kako pridemo v zdaj? To je konc časa. Ko
ko se boš zavedel, da je ta moment, ni več časa. Kvantni moment bo prišel tudi do zemlje, do materije in do nas. Tudi sem vam pripravil eno anketo, da bomo videli, koliko smo kaj napredovali. Mislim, da vas bi ocenjeval. Ja. Še prej bom pa tele voditeljci naši dal eno darilce, ampak zelo je skromno, ampak tako, da boste rekli, da kakšno tajkunstvo zbijamo. Evo, dovolj. Hvala lepa. Hvala lepa, ko organiziraš. A veste, na tole prosim, dajte odgovoriti. Odgovorite tako, da boste pravzaprav zajeli, ali delate, ali ne. Smo kaj naredili, ali nismo nič naredili. A smo kaj naredili na se? Mislim, da smo. Smo nekaj naredili in da se splada hoditi. V Izolo je zmeraj videti zaradi tega, ker ste delovni. Ker ste zelo delovni. In ljudem, ko jim poveš in ko delajo, se to oprestuje. Če samo enega premaknemo, smo veliko naredili. In vi ste pripeljali prijatelje, kot vas je novih. Evo, povedite. Te, ko ste novi, poskuste slediti, kako pridemo na ta moment. Smo rekli, konc časa. To je ta moment. To je konc mišljenja, da je čas odločujoč. Čas je proizvod uma. Dokler bomo živeli v umu, bo vladal material. Dokler bo vladal material, toliko časa bomo mi težko govorili o neki idealni ljubezni. Ker vsak bi moral več. Zelo težko je podstopiti. To je bolezen. Če ima milijon, ja, pa bi hotel imeti 10 milijonov. Kaj mu pa bo? Pojesti ne bo mogel. Za otroke ima preveč toliko. Ampak na drugi strani so ljudje pa otroci lačni, bolani. To ne bomo rešili. Lahko pa rešimo vsak pri sebi. Vsak lahko pri sebi napreduje. In če vsak je prišel na ta svet zaradi sebe, ne zaradi unih, ko trpijo, niti zaradi unih tajkunov, ampak zaradi sebe. Jaz sem tisti. Jaz sem tisti, ko je prišel živeti na zemljo, ko je prišel po izkustvo, ko se zavedam, da je treba premakniti, ampak ne družbo, sebe. Sebe. Pa sem, ja prosim. Oprostite, mislim, da ne spraviš, kaj je, vse mačke mi naredite to program s točko, kaj je to? Ona ne dve besede se... Vi ste tele, ko ste novi, kaj napište, sem nova, ne? Vsak mač, dve besede, ko bomo že vedela. Veste kaj? To, ko pridemo v zdaj,
v ta trenutek je treba izklopiti možgane. Je treba izklopiti misli. In ko izklopim misli, sem dotočen. Veste, točka. Kaj je to točka? Točka je zelo abstraktna zadeva. Točka je lahko kvant, lahko še manj. Ampak, kako pa pridemo do točke? To sem razlagal predavanje. Skozi vdih in izdih. Ko vdihnem, sledi kaj čutim. Prenesem iz možganov na čutenje. In ko začnem čutiti, nič več ne mislim, ustavim misel. In ko vdihnem, kaj čutim, in ko izdihnem, kaj čutim, sem samo v čutenju. In ko sem v čutenju, ego ne more poseči, se zelo prizadeva in hoče vzdihniti. In ko pride misel, jo začnem opazovati. In ko jo opazujem, se misel odstrani. Zakaj se odstrani? Ker ne prenesem mojega opazovanja. Kdo pa je tako opazuje misel? Moj notranji jaz, moj pravi jaz lahko opazuje misel. In ko se misel odstrani, takoj prileti druga. In med eno in drugo je pa prazen prostor. Tukaj je prazen prostor. Tukaj je ta prostor, ko damo mi pogoj, da lahko začne ta energijo nas delati. Ta življenjska energija, ta ljubezen, ko je v nas, je treba sprostiti. To pa samo takrat, ko mi se ustavimo. Mi se pa ustavimo, ko da jo opazujem. Kam da sem govoril, jaz sem dal Eckhart Tolleja na prvo mesto. Potem je bil proces prisotnosti, je bil Michael Brown. To je samo delano na temu, kako pridem do ta trenutek. In ko sem v trenutku, sem v brez času, sem v tem, kar je bil datum. Ta datum ni bil zastojen. Vsi so ga napovedali, pa nič se ni zgodilo. Kako pa to? Da se ni nič zgodilo. Ja, ker se nismo nič premaknili. Da ni uspeli se premaknili. Veste, lahko premikamo svet. Napoleon je, kaj je vse osvojil. Džingis Khan, kaj je vse osvojil. Peter Veliki, kaj je vse osvojil. Ampak premakniti sebe. Najprej, na sebi nekaj narediti. Na sebi narediti to, da lahko rečem, da nisem prišel zastoj na zemljo. Da se nisem zastoj reinkarniral. Da sem prišel na zemljo in da sem nekaj
za sebe naredil, sem naredil en korakec, pa da sem se vsaj tako premaknil. To je smisel našega življenja. Ne to, da imamo samo produkcijo otroka, ne, zdaj pa to skrbimo, da bi ne popolnil otrok. Ja, otrok bojo že, ampak kaj si pa ti naredil zase? Kaj si pa ti naredil zase? A to, da imaš otroke? Ti pa nič. To ni zadosti. Otroci bojo delali zase, ti moraš pa zase moraš napredovati. Otroke pa pust, vse se bojo razvili, vse so duše za sebe, ledinke. Bojo prišli, bojo prodali, to je nova doba. Bojo prišli, imajo boljše pogoje, kot smo jih imeli. Boljše živijo. Da so živi. Niso živi. Pusti. To so inni otroci, to so uporniki. Od njih se moramo učiti. Od otrok se moramo učiti. No, jaz sem vam povedal, kako sem ta čas, ko so rekli, da se bo čas ustavil, in konj časa dojeval. Jaz sem pogledal na poslaniku, pa se so pa ni več podali, pa nič se ni zgodilo. Ja. Pa treniram skozi, pa sem komaj dojel, da je to. Pa jaz sem hodil k vam, pa vam razlagal. Ampak, konč časa je ta moment, zdaj, to je to. Pa kar vsi so tu. Noben več napiše, noben nič ne reče, ker vsi so zadovoljni, sam da se je nadaljevali. Seveda. Vrš gori, kar ga povzroča ego, ga dela zaradi česa. Ker nisem zdaj. Nisem dovolj. Kaj bo milijon? Kaj bo? Več kot pojesti ne moreš. Kaj boš s tem? Kaj boš s tem? To je bolno. Ne moreš za 100 ljudi ne moreš zbasati v želodec. Nemogoče. Zdaj je konc časa. To je tisto, ko treba pravi govoriti. Kolikor bomo dosegli, to je. A kdo čita proces prisotnosti? A kdo prebral proces prisotnosti? Michael Brown? Dobro bi bilo. Michael Brown je bil strašno bolan. Imel take bolečine, da ni mogel prenašati. In potem je s to metodo, ko je napisal v proces prisotnosti, se je pozdravil. To se pravi. Ko smo majhni otroci, naši starši, da bi nas lepše vzgojili, nas pač malo dresirajo. To ne smeš, to ni dobro, to ni dobro. Ampak pozabimo pa, da pravzaprav otrok hoče samo čisto ljubezen. Ampak te ljubezni, ko je pravzaprav ni dobil od staršev, jo je nekako potisnil v sebe. In ko je potisnil v sebe, jo je zatajil. In ta energija, ko smo jo zatajili, ta nam seka ven. Skozi vedenje, skozi bolezen, skozi razne
ekscese, ko jo povzročamo, pa brez da bi hoteli. To je ta zataljena, čista ljubezen, ki je bila v otroku. In Michael Brown razlaga, kako povežemo z dihanjem, je pa mantra, ko je govoril o zvoku. Jaz sem tukaj, zdaj, v tem. Kaj pa tu pomeni? Jaz sem, to je najvišji. Ta pravi jaz sem, od koga smo mi vsi eni, z isto energijo. Jaz sem tukaj, zdaj, v tem. To je mantra. To je mantra, Michael Brown. Veste, karkoli, kogarkoli boste poslušali, ampak ne poslušajte. Delati treba. Narediti, da se zaveste sebi. In ko pridete v sebi do svoje energije, to je začutite ljubezen, energijo. Ta ljubezen je tista Božja, ko je prava. Ljubezni so pa pač na materialnem nivoju. Pa tudi medosebno. Ne misli, da je to pa grdo. Na tej stopni, ko smo, ne se sramovati. Vse, kar se nam zgodi. Najboljš od najboljša. Ne se sramovati ničesar. Ničesar. Nič niste v življenju naredili narobe. Vse je to prav. Ker iz vsega ste se nekaj naučili. Zato ste tudi prišli sem. Zato hodite sem. Zakaj pa drugih ni? Ste se to kdaj vprašali? Ne rabijo. Oni rabijo še material. Ampak ne zato. Vsi smo isti. Prej ste rekli, obsojamo. Tudi to mora biti. Drugače ne bi bilo. In sprejeti to s tebe zdaj. Ko pa obsojamo, kdo obsoja? No, jaz bi šel kar na osnovo, kar je. Koliko ste rekli, da vas je čist začetnikov? A da ste roke? Evo, pogledajte, jaz bom samo pokazal dihanje. Dihanje bom pokazal. Vas, ta stare slušatelje, bom malo dolgo časa, ampak bomo zdržali, ne? Kot se prej rekel, gre samo za to, da prešaltamo iz mišljenja v čutenje. In naredimo pa to tako, da sprostimo telo. Najprej treba sprostiti telo, noge damo v širino ramen, stopala, roke drži gor, noge sprostimo. Se pravi, zategnemo noge in sprostimo. Sprostitev je nasproten občutek od zategnenosti. Zategnemo trebušne mišice in sprostimo. Zategnemo prsni koš
in sprostimo. Zategnemo roke in sprostimo. Zategnemo obratne mišice in sprostimo. Zapremo oči in vdihnemo. Vdih in izdih. Pri vdihu samo opazujemo, kaj čutim, kako gre zrak not, skozi nos, sapnik, v pljuča, v prepone in nazaj. Samo opazujem. Kaj čutim, ko vdihnem? Kaj čutim, ko izdihnem? Nič ne forsiram. Normalno diham. Samo opazujem. Vdih in izdih. Čas, vreme. Takole se samo malo umijemo, kot da se umivamo z energijo. Zdaj, ali je kdo, ko ni čutil, ko je bil vdih, ko je novi, ste čutili vdih, ste čutili sapo, kako gremo, kako se obrne in kako gremo. To trenirajte vsaj 2 minuti, boljše pa 10 minut. Zjutraj. Zaradi tega, da boste začutili to notranjo energijo. In ko jo boste začutili, ostanete v tej energiji. Ostanete v tej energiji. Ko boste enkrat to energijo začutili, boste sposoben opazovati potem tudi misli. Bomo šli še na misel. Potem bomo pa probali dihati tako, kot sem prej rekel, mantro. Jaz se tukaj, zdaj, v tem. In boste čutili, kako, če to v misli govoriš, kako je to močnejše. Kako je to, kot je rekel, iluzija, da ni samo čutenje energije. No, zdaj gremo še na opazovanje misli. Isto, sprostimo noge, sprostimo trebušne mišice, sprostimo prsni koš, sprostimo roke, sprostimo vrat, sprostimo obrazne mišice, zapremo oči
in poskusimo opazovati misel, ko pride. Ne glede kaj. Opazujemo misel, ko se pojavi kot na ekrančku, ali pa jo slišimo in jo opazujemo. Ko jo bomo opazovali, misel ne zdrži in gre in pride druga, zopet in bo zopet prišla. Čas, odprimo oči. Kdo je lahko opazoval misel? S tem, ko opazujemo misel, to je že višja stopnja. To se pravi, naš notranji jaz je sposoben to opazovati. Da lastno misel lahko opazuješ. In ko to enkrat misel opazujemo, pa drugo, pa tretjo, pa četrto, so vedno bolj redke. In ko teh misli manjka, se pojavi črtica ali pa pika, ko drsi skozi ekranček. In to tudi samo opazujemo. Tako kot smo vdih opazovali, ko smo opazovali misel, ko opazujemo to drsečo smetko. In ta se počasni in vstane.
postane to točka. In ta točka, ko ste v tej točki, to je izredna močna zadeva. Zakaj? Skladbo ne pridemo skozi vrečo, lahko še tako da. Ziglo, lahko. Ko smo mi v točki, smo sposobni energijo usmeriti v majhno površino, ko je zelo prodorna in zelo močna. To je to, kar sem prej govoril, kar ste me vprašali o točki. In ko točko dosežete, to točko lahko tudi premikamo. Ni treba, da je tukaj, lahko jo prenesemo na vsak boleč del našega telesa. Jo prenesemo na srce, na grlo, na koleno, na komolc. Kjerkoli zbolimo, lahko prenesemo točko tja. In energija začne delovati. Ko boste enkrat to dalj časa trenirali, se boste enostavno lahko kopali v tej energiji. V energiji, ki nas je ves prostor je v energiji. V delčkih. In te delčke začutite, to se lahko kopamo. In ko bom jaz se tam ne postavil, probajte najti to energijo v sebi in bomo v tej energiji v prostoru vsi skupaj in zaproste, da se boste pozdravili, da boste odpravili tiste probleme, ki vas mučijo. Ta energija, vaša, vas bo osvobodila. Vam bo pomagala, da boste to lahko odpravili. To je vsa znanost in umetnost zdravljenja s točko. Braco tam verjetno vsi poznate. Saj večji del. Braco se tam postav, stoji in deluje. Se na to pripravi. No morate kar ko da bo pa ni kako. Mi, ko nekam pridemo, moramo biti pripravljeni na tisto stvar, da lahko to sprejmemo. Da lahko to zažijemo. Zdaj bomo poskusili, pogledajte. Bomo se isto sprostili. Bomo sprostili noge. Sprostimo noge. Sprostimo trebuh, trebušne mišice. Sprostimo prsne mišice. Sprostimo vrat. Sprostimo roke. Sprostimo obrazne mišice. In zdaj bomo vdihnili. Ampak pogledajte, takole, vdihnemo in kot da zidamo piramido gor. Gremo gor. Jaz sem gre dol. Kot da se podira slablo. Tukaj. Zdaj. V tem. In povežemo celo telo. Poskusimo. Jaz
Sem. Tukaj. Zdaj. Tem. No, zdaj pa sami pri sebi to ponavljate. Jaz sem tukaj, zdaj. Zapremo oči in delamo. Čas, odprem oči. No, kako je bilo? Ste lahko zidali in pošlapo dol, bi šlo. A kdo ni mogel? Vsi ste, ni šlo. Tukaj lepo doma počasne, a veš, počasne. Ko raste gor, raste, ne. Ker to je potem povezava tudi z nadjazom. A veste, na koncu te knjige pove, kako pride do tega kopanja energije. Nadjaz je pa naše morje njenega znanja. To sem že razlagal prejšnji. Nadjaz, mi imamo 7 čakr. Prva, druga, tretja, četrta, peta, šesta, 7, 8. Je 15 cm do 20 nad glavo.
To je kot srebrna zvezdica, si predstavljamo in vličemo svetlobo noter. Druga, to se pravi prva, 8. čakra, je prva v nadjazu. Naslednja je 11 km više. Se pravi, ves prostor vmes. To je ta prostor, mi obvladujemo, če v to šaltamo. Ta nadjaz, to angliško se reče higher self, ta nadjaz je raven, on je raven tako jaz. In vsak od vas ga ima. Samo treba je vzpostaviti stik. Ampak najprej se treba pa tukaj vglediti. Zelo težko se je z nadjazom pogovarjati, ko pa še ego razsaja. In dokler mi to sebe toliko ne spravimo, a ne, da smo vsaj v tej energiji, potem pa lahko začnemo to povezati. Ta nadjaz je pravzaprav naš angel varuh. To je ta energija, ki nas vodi in nas opazuje, kaj ga mi skozi serjamo. Skozi bi nekaj po svoje, ne, pa pustimo ga, ne, pa se bo, ne. Se bo, ne. Dokler ga nekaj ne polomimo preveč, potem je pa ali je nesreča, ali bolezen, ali nekaj nas kaznuje. Pa še zmeri nas zastopimo, zakaj gre. Ta nas skozi vodi, skozi nas varuje. Skozi nas varuje. In sočustvujemo, enkrat nas je strah, enkrat smo jezni. On ne more biti, on je eno. In s tem, ko se mi jezimo, ko nas je strah, on se z tega tudi uči. Ker vidi, kako čutimo. In skozi čutenje, ko mi to obvladamo, se mu pa lahko približamo. Skozi čutenje. Ko mi enkrat začnemo čutiti, nas nič več ne vznemirja strah. Nič več nas ne vznemirja jeza. Te čustvene stvari začnemo obvladovati. In ko to enkrat vladamo, nadjaz zastopno. On je del nas. Samo treba vzpostaviti stik. Da bi smo eno vprašanje, ali ta nadjaz, če se včasih odločim, pošle na ključja. Na ključjak med vrsticami. Zato sem rekel med vrsticami mišljal na ključje, ja. Vsak trenutek nas vodi. Vsak trenutek nas on vodi in opazuje. A se še ni zbudil, ne? A še ni? Pa ga ne slišimo. On nam govori. On nam skozi govori. Sam naš ego je tako močen. Kje pa? Ja, ampak če ego potrebuje pomoč, običajno on in nadjaz pomaga. Samo v primeru, če ve, to pa on ve, da boš še napredoval. Ja, v tem smislu, ja. Da boš še napredoval, potem te pusti, da tudi delaš v sledijo. Te pusti. Pa drugač pa te ustavlja. Veste, mi smo ki smo v svoji energiji tako močen, da nam
bogovi zavidajo. Ker mi smo več kot bogovi. Mi smo stvarniki. Kar delate, karkoli počnete, je stvarnik. Mi smo od stvarnika prišli. Bog ima pa samo en določen resor. En določen resor Bog obvladuje, ampak ima interes tisto stvar obvladovati. Kot imamo mi zdaj interes obvladovati materijo. Tako, kot imamo mi možnost, da se prekalimo v materiji in da pridemo iz materije v čutenje, v energijo, to je strašen napredek. In to je ta nova doba. In zato se vam splača malo potruditi, da ne bomo te stvari hodili na delavnice. Potruditi, da bomo dojeli, kaj je to konec časa. Na materialnem področju bojo pa, seveda bojo katastrofe, vsi so. Seveda bojo vojne, kot se skozi bre. Ampak vid se stavi čas. Vsak nas je. Ja, imamo še čas za točko. Ja. Da poslušate, bodite, gledajte oči, da proste vlastno energijo za tiste vprašanja, kar je to vas muči. Ali je to psihična zadeva, ali je to telesna. Vseeno kaj. Ko boste točki, samo dvigajte in gledajte. Če ne morete, pa le pogledajte malo stran. Pa zopet. Kukaj bo se težko.